Lepo pozdravljeni v imenu Svetopisemske družbe Slovenije. Letošnji svetopisemski maraton je bil nekaj posebnega, prav zato, ker smo ga prestavili, verjetno večinoma veste, da v preteklih letih je potekal v oktobrskem času, zdaj letos smo ga pa saj v tej obliki, kot smo ga mi organizirali, prestavili sem na tale čas in to je bilo narejeno dejansko na pobudo katehetskega sveta in dejansko se nam je ta ideja tako nam kot ostalim sodelavcem pri pripravi maratona zdela v redu in vredna upoštevanja. Namreč s tem smo dali svetopisemskemu maratonu še bolj in še posebej ekumenski pečat. Letos se je svetopisemski maraton začel prav, mislim, da tisti dan, ko se je končevala molitvena osmina za edinost kristjanov in končuje pa se na nedeljo Svetega pisma, ki je prav tako zelo pomemben dan in o tej nedelji bi rad par besed spregovoril. Tukaj nedeljo Svetega pisma v Sloveniji, pobudo za to nedeljo ste dali katoličani in katoliški profesorji in biblicisti, ker je izjemno. Zdaj, kakor jaz poznam situacijo, kot je po svetu, je pretežno nedelja Svetega pisma protestantska pobuda. Ne? Tukaj v Sloveniji ste pa katoličani nam protestantom dali tak dober izziv in dobro pobudo in zdaj veseli pa smo, da se je v zadnjih nekaj letih dejansko so se tudi različne protestantske skupnosti začele tej pobudi pridruževati, tako da je zdaj danes nedelja Svetega pisma dan, ko dejansko različne krščanske skupnosti, ne samo katoliška cerkev, ampak tudi različne protestantske cerkve, ki ga posebej obeležujejo kot praznik Svetega pisma, kot tisti dan, en dan v letu, ko se posebej ustavimo in se zahvalimo Bogu za dar te zapisane Božje besede, ki nas vse izziva, vse kliče k veri, k ljubezni, k upanju. Ta ekumenski vidik bi rad še posebej poudaril, ker se mi zdi, da je pomemben. Zdaj, če gledamo v zgodovino, sploh v zgodovino odnosov med protestanti in katoličani, bi lahko mogoče nekdo, ki je kritičen, rekel, pa se je bilo prav Sveto pismo tisto, ki je takrat v 16. stoletju povzročilo ta razhod, ta različna mnenja, različna stališča. No, če je to res, potem je pa danes gotovo še veliko bolj res, da prav to Sveto pismo, prav to rano, ki obstaja seveda v Kristusovem telesu, to rano zdravi in celi. Ker vidimo, ravno tukaj seveda Sveto pismo je eno za vse kristjane in nas povezuje in nas vse kliče prav k tej dejavni ljubezni, o kateri bo tudi danes tekla beseda. In ta Božja beseda je vedno nov in svež potencial, da dejansko vidimo, da Kristusovo telo v celoti, tako kot pravi Pavel, da se hrani v ljubezni in gradi po vsakem udu, po vsakem vezivu, po vsakem členu in gradi polnost Kristusovega telesa. Zdi se mi pomembno, da smo prišli do te točke, na kateri smo danes. In tudi mislim, da je dobro, da se spomnimo dogodkov izpred parih mesecev, ki se mi zdi so izredno, so zgodovinskega pomena prav za ekumenski dialog. Namreč v mislih imam dogodek v Lundu na Švedskem, ko je papež Frančišek skupaj z predsednikom Luteranske svetovne zveze na slovesnem skupnem bogoslužju inauguriral, odprl to leto, ko se spominjamo 500-letnice reformacije in s tem se mi zdi, je bil storjen in odločilen korak naprej. Dejansko k temu, da se ta stvar, ki je v zgodovini bila, kot sem rekel, rana, ki je bila boleča, da se začenja zdraviti in morda celo v obratnem smislu, da se ta raznolikost cerkve začenja dojemati tudi kot blagoslov, namreč različni poudarki, ki jih imamo različne krščanske skupnosti. No, v tem duhu bi samo izrazil željo, da v tem vsi skupaj rastemo naprej, da se pustimo nagovarjati tej Božji ljubezni, ki nam govori na srce, ki nas kliče, da stopimo ven iz
iz mogoče svoje komfortne cone, ki jo ima vsak od nas, in da gremo naprej v smer ljubezni in enosti, v kateri nas kliče Sveti Duh. Hvala.